Lepo pozdravljeni, mali in veliki ljubitelji Muce Copatarice. Ta prav posebna Muca je prišla k nam v stik. Njeno zgodbo življenja je leta 1957 zapisala Ela Peroci v pravljici Muca Copatarica. Danes znamenita Muca je oživela z ilustracijami Ančke Vošnik-Volec. Iz zapisov vemo, da je Muca Copatarica bila edina Elina pravljica, ki je bila prej pripovedovana kot zapisana. O njenem nastanku je pisateljica povedala: Muco Copatarico je Ilka izsilila, ko sva vozičko vozili na sprehod mlajšo sestrico, se je Ilka nekega dne uprla in sestrice ni hotela več voziti. Sedla je na cesto in ni hotela naprej. Čez čas pa se je odločila. Šla bom, če mi boš kaj lepega povedala. Začela sem pripovedovati o Muci in prisluhnimo, kaj ji je povedala. Muca Copatarica, Ela Peroci. V mali vasi so majhne hiške in v vsaki hiški so otroci. Upisani stajčka so in obuti v rdeče in modre copatke. V tej vasi je lep red. Vse hiše v vasi so bele in vse strehe na hišah so rdeče. Vsa okna imajo zelena polkna, dvorišča so pometena in cesta je gladka. Vse je v najlepšem redu. Le otroci so neredni. Zvečer, preden ležejo spat, nikoli ne pospravijo copatk za seboj. Drugo jutro jih iščejo pod mizo, za pečjo, na stopnicah, v vozičku, med drvmi, v očetovem žepu suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji in drugo v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah v mali vasi kuhali zajtrk in so se otroci zbujali, je Janezek Zaman spal svoje copate. Mama, kje so moji copati? Je vprašal. Če jih nisi pospravil zvečer, ti jih je odnesla Muca, je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je klicala Špelca v sosednji hiši. Če jih nisi zvečer pospravila, jih je odnesla Muca, je rekla mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašal Tina v tretji hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašala Tonka in mama je odgovorila. Muca jih je odnesla. Vsej vasi je dišalo po sladki kavi in otroci so bili lačni. Kar bosi so posedli k mizi. Napili so se tople kave, potem pa je Janezek stopil na prag in zaklical preko ceste. Špelca, pridi k meni! Špelca je takoj pritekla na prag in rekla: Rada bi prišla k tebi, pa ne morem, Muca mi je odnesla copate, pridi ti k meni. Ne morem, je rekel Janezek. Muca je odnesla copate. Skupaj sta klicala: Tine, pridi k nama. Tine je pritekel na prag in odgovoril: Muca mi je odnesla copate. Še Tonka je prišla na hišni prag. Tudi nje je Muca odnesla copate. V vseh hišah so odpirali vrata in vsi otroci so prišli bosi na prag. Muca mi je odnesla copate, so klicali. Prestopali so se z noge na nogo, ker jih je zeblo. Potem pa je posijalo sonce in otrokom je postalo toplo. Bosi
in opisanih srajčkah so prišli na cesto. Spraševali so se, kam je odnesla muca naše copate? Poiščemo mucin dom, je rekel Kljubček, in so šli. Zavili so z ceste in hodili po rosni travi. Prišli so do gozda in so šli kar naprej. Hodili so po mahu, poslušali so ptičje petje in pogibali grmičke, da bi našli mucin dom. Sredi gozda so našli belo hišico z rdečo streho. Okna so bila polna rož. Na vratih naj bil napis: Muca copatarica. Muca je otroke slišala in jim odprla vrata. Ljubi otroci, kaj bi radi? Copate, so prosili otroci. Vse je povabila v hiško. V hiški so bile police in na policah modri in rdeči copati. Kakšen red je bil v hiški? Otroci so obovili. Vsak naj vzame svoje copatke, je rekla muca. To pa ni bilo lahko. Copatki so bili očiščeni in zakrpani, vsi potrgani gumbi so bili zopet prišiti. Otroci so jih komaj prepoznali. Bobek, najmanjši med otroki, pa svojih copatk ni našel. Vsi otroci so bili že obuti, ko jih je on še vedno iskal. Če copatk ne najdeš, boš moral bos domov, je rekla muca copatarica. Bobka je zeblo v noge in na jogo je šlo. Njegovi copatki so bili raztrgani. Na polici pa ni bilo raztrganih copatk. Otroci so že odhajali iz hiške in Bobka je vedno bolj zeblo. Muca copatarica pa mu je govorila: Bos bo šel domov. Prehladil se bom, je rekel Bobek in muci se je zasmejal. Najbolj nereden si, a si najmanjši in bi se nemara res prehladil, če bi hodil bos, mu je rekla in mu prinesla copatke. Bili so zakrpani in čisti, spremila ga je do vrat. Ko bo zapadel sneg, ti se šijem nove copate, mu je obljubila. To so slišali tudi drugi otroci. Vsi so se obrnili in prosili: Meni tudi, meni tudi. Muca copatarica jim je pomahala in rekla: Tudi vami se šijem. Zaprla je hiško in gledala skozi okno, kako so otroci v pisanih srajčkah in v rdečih in modrih copatkih hiteli domov. Za njimi je tekel Bobek. Bobko se šije najtoplejše copate, takšne preko gnežnjev. Janesko se šijem takšne, da jih lahko nosim tudi v telovati. Špilcini copati bodo lepi kot mamini. Tinetu, ki izgubi vsak gumb, mora prišiti copatke brez gumbov. Tonki pa se šijem copatke s cofki. In drugim otrokom? Vsakemu takšne, kot si najbolj želi. Ej, tako bom ustregla vsem, je premišljevala muca copatarica, ko je gledala za njimi. Potem je zaprla okno in zaspala. Danes sneži in muca copatarica šiva copatke za otroke iz male vasi. Zajčjo kožo jih bo podložila, da bodo toplejši. Kdo ve, ali bodo otroci pospravljali, preden bodo šli spat. Tako, slišali smo zgodbo življenja današnje gostje, te naše velike mačje prijateljice, muce copatarice, ki je prišla v knjižnico danes na kratek opis. Knjižničarke smo za vas, vse pridne poslušalce, pripravili nekaj nalog. Zložene so na mizah na eni in drugi strani. Povabile vas bomo, da potem starši in otroci skupaj najdete eno mesto, na kateri od
pripravite list, na tej strani ustvarjate muzo, na levi strani pa so na mizah različne naloge, različni izzivi in povabite. Mišljeno je, da nekako malo zakrožite, knjižničarke vam bomo pomagati, če bo karkoli potrebnega, tako da se malo porazdelite, potem pa se malo povrnete. Lahko pa tudi kakšno stvar odnesete s seboj domov, tudi potrebno, da vse rešite tukaj. Kdo želi, lahko nežno pristopi tudi do naše muce zobačnice še, lahko se poslikate, si ustvarjate kakšne spomine, lahko tudi mogoče kaj vprašate. Muca zna samo živalski mijav, pa lahko pokima, smo že ugotovili knjižničarke, ker drugače, tako kot vi, tudi ona rada zahaja v knjižnico, zato, ker v knjižnicah najde različne knjige s zgodbami, pa tudi takšne s kakšno vsebino. Predvsem se je danes zahodila v tiste police, kjer je zapisano kaj o copatih, o živanju. Pa vas povabim, da nadaljujemo z